Polna gledališka dvorana je nakazovala dogodek, ki se ga bo marsikdo spomnil še čez čas, zgodil pa se je zadnji julijski dan. Na začetku skoraj 2 uri trajajoče slovesnosti je zagorski župan Matjaž Švagan poudaril, da v Zagorju že od osamosvojitve naprej vedo, kakšna je pot in razvoj. V glasbeni točki se je občinstvu predstavil baritonist Darko Vidic, sledila pa je podelitev priznanj. Častni občan je letos postal novinar, publicist in pisatelj Roman Rozina. Ja, v bistvu sem precej v dvomih, če je to priznanje seveda prišlo v prave roke, če je moje delo dovolj pomembno, dovolj kakovostno, da sem ga prijel. Po drugi strani pa sem vesel zaradi tega, ker vsaka pozornost, ki jo danes namenjamo knjigam in branju, pomeni, da morda spreobrnemo to kakšno dušo in jo pritegnemo k branju, ki je, se mi zdi, ena pomembnejših človekovih dejavnosti, ki nam omogoča, da bolje razumemo stvari, ki se dogajajo okrog nas in da bolje osmislimo sami sebe. Kultura je navadno, prostor za kulturo je navadno rezerviran za kakšen praznični dan, pa za kakšne dogodke. Turniki se tudi precej pogosto pojavljamo, se mi zdi, kot nagrajenci na različnih prireditvah, ampak v splošnem življenju pa se mi zdi, da svet drsi v čas, ko je kulture vse manj. Kulture v pomenu te visoke kulture, kamor sodi tudi literatura in pa kulture našega življenja, našega odnosa do soljudi, do okolja in podobno. Napisali ste precejšnji, rečemo skoraj da katalog raznih zgodb, zbirk zgodb, romanov, esejev. Kako pa bodoče? Ideje so? Ja, zdaj imam že nekaj časa malo pavze, ampak mislim, da bom, ali pa trudil se bom napisati vsaj še eno knjigo in morda je to dovolj. Pa morda kakšno pravljico za otroke, ena izide to jesen in se mi zdi, da so malčki zdaj tisti, ki me najbolj navdihujejo. Razen najvišjega občinskega priznanja so zlato plaketo dobili Ladislav Kovač in filmsko ustvarjalno društvo Loke Studio ter posthumno Franci Cene Koritnik. Srebrno plaketo je dobil Janez Ocepek. V kulturnem programu je obiskovalce razvedril in nasmejal Tilen Artač.